ta tretji primer se mi pa zdel zanimiv, predvsem iz tega vidika iz količine podatkov. Recimo imamo primer, da zdaj je vedno več pametnih hiš ali pa ne ravno pametnih hiš, ampak HEMS-i so neki sistemi, ki jih daš na hišo, pa znajo pametno upravljati energijo, se pravi recimo od sončne elektrarne, kaj jemlješ iz omrežja, kaj nazaj daješ, če imaš električen avto, še da to polneš, pa neko tvojo redno porabo. In zdaj, če si predstavljamo, da ne vem, vsako minuto ali pa na 15 minut se izmenja zelo veliko podatkov o tem, koliko ti energije porabljaš, koliko elektrike jemlješ iz nekje. In če znaš to povezati v neke, rečemo, anomalije zaznati, se pravi neke spajke, in povezati, se pravi, še podatke od tega uporabnika, kaj on vse od produktov ima, bi lahko predvidel, temu uporabniku, pa na drugi strani imaš nek shop z nekimi produkti, lahko ponudim pa bolj učinkovit nek sistem, recimo boljšo pečico, ker vidim, da vedno, ko začne kuhati, je pa, ne vem, resen full velik spike, ali pa mu ponudim boljšo klimo, ker ogromen energije takrat porablja. A veš, in imaš tudi neke podatke, da potem na drugi strani lahko izkoristiš to v marketinške namene. Poleg tega, kar si rekel, da bi recimo neke notifikatione lahko pošiljal, zdaj vam je pa poraba toliko in toliko zrasla, ali pa bi mogoče to tudi marketinško izpostavil, rekel, v zadnjem obdobju imate neke, ne vem, opažamo deviacije od tistega, kar ste imeli prej, tukaj vam predlagamo še, ne vem, 2 senzorja, brezplačno, da ugotovimo to. Boš dobil še dodatne podatke, ampak na te podatke bo znal pa mogoče še boljšo ponudbo za stranko pripad, pa boš mogoče rekel, da vi pa rabite malo večjo sončno elektrarno, zato ker, ne vem, bi bil to za vaš nek boljši fit.